Allora, v Ankaranu so izredno ponosni, da imajo tenorista, ki je uspel zmagati tudi na Melodijah morja in sonca, da ne govorimo o njegovem uspehu tudi na slovenski popevki in kandidaturah na Emmy. Z njim ne gre češen zobat, pa čeprav jih zobaš, si moraš dobro umiti zobe, ker te tudi tam lahko ulovi. Z nami je Gregor Ravnik in njegova spremljevalca Mitja Bobič in Marko Hrvatin. Čau. Dobro jutro. Čau, lep pozdrav. Hvala za to lepo napoved, Žiga. Wow. Interes smo trenirali. Ko je rekel kandidatura, sem bila že ona, kakšna kandidatura. Zakaj bomo zdaj kandidirali? Si ti misliš. Ne, nedvomno si se pripeljal danes iz Ljubljane. Ne, pa sem bil že tukaj. A dej nehaj. Ja, res. Bejži. Sem tukaj in včasih sem tukaj na obali tudi. Še tu in tam. Ne samo v Ljubljani. Čeprav v Ljubljani se več dogaja, ampak obala je le v naših srcih, ne? Ok, torej živiš, lahko bi rekli, nekako med Ljubljano in Ankaranom, oziroma Kubedom. Tudi Kubedom, ja, bravo. Tudi Kubedom, tako da ta trikotnik veseli. Nekaj zelo, ko veš, čevne oblike. Torej, imaš sploh kaj prostega časa? Zadnje čase ga imam bolj malo, ker se pripravljamo na izid moje prve plošče, ki bo izšla jutri. A dej nehaj. 2. februarja. Imamo že kakšno tukaj v fizični obliki, boš pokazal? Ne, ker se še tiskajo, so še v vročem postopku obdelave in jutri bojo izšle in se že veselim mojih prvih koncertov z bendom, s krasno ekipo. Prvi je že v auditoriju, Portorož 7. februarja, potem sledi Zagorje ob Savi 17. Tako da sem prostega časa v tem trenutku je res malo. Ampak ko ga imaš, kako se odločiš, kje ga boš preživel? Torej raje v Ljubljani ali pa raje doma? Glede na kaj se odločaš? Ja, mogoče glede na vreme. Če je sonce v Ljubljani, ostanem v Ljubljani. Če je pa sonce dol, če je burja, ne pridem, no. Če je burja, ne prideš, ok. Smo slišali pravi, da ne šraufaš več po zobeh in da te ne moramo več klicati Gregor Zobov z Ravnik. Ne, še šraufam. Sicer se je glasba nekako preplavila moje dneve in moje tudi ordinacijo bi lahko rekli. In tudi ordinacijo, ja, glasbo imamo tudi v ordinaciji, ja. Okay. Ampak se mi zdi, da je v tem trenutku moja glava in moja energija usmerjena v glasbo in v moje ustvarjanje. Tako da se že veselim teh odrov in mogoče, ja, šraufanje po zobeh je mogoče zdaj na nekem drugem planu. Stranskem tiru. Drugi tir bi lahko rekli. Drugi tir. Viš, Gregor Ravnik je že na drugem tiru. Predčasno. No in res, da je zgodaj in da tebi sicer glas služi po mojem tudi ob 4 po noči, ampak dajmo zdaj si še eno uživo. Odvisno, kdaj se zbudiš, ne? Ja, odvisno, kdaj se zbudiš. Ja, ti verjetno si se danes zgodaj zbudil, no, ampak me zanima, kaj nam boste najprej zaigrali na odru. Najprej bomo z Markom in Mitjo zaigrali moj nov singel, Ti si znala, ki ga je recimo kot zanimivost pred več kot 10 leti prepeval Toni Cetinski. Skupaj z Mirom Buljanom, ki je napisal glasbo, smo ga nekako preoblekli na svoj način, dali svojo interpretacijo, aranžma in tukaj za vas Ti si znala. No, v bistvu, ti si znala, samo trdi L je imel Toni. Ti si znala. Samo tam. Ja, čeprav, če pomisliš po meni v slovenščini, ti si znala, ali pa v hrvaščini, ti si znala je... V bistvu je po istrsko, ma si znala ti. Ja, bravo, evo. Če bi vedel prej, Žiga, bi tebe poklical. Ja, treba vprašati, treba poklicati koga. Ti si znala, ko vsi drugi znali niso. Čez daljave vedno mi ostati blizu. Vse si dala, ko jaz nisem upal dati. Vedela si, da se ni mi treba bati. Za vso nežnost tebi hvala. Ti si znala, ti si znala. Sva v ljubezni se spoznala, nama lažje je in bliže. Prej bila je le praznina in srce, ki pije tiše. Od življenja, kar
kar želim si, to si ti. Vsak trenutek, da po tebi hrepenim. En pogled je bil dovolj, da se ta zgodba nama piše. Pred teboj so moje pesmi vse bile kot prazne rime. Od življenja, kar želim si, to si ti. Vsak trenutek, da po tebi hrepenim. Sva kot rosa, ki v kapljo se preliva. Zdaj sva srečna, sva na žalost pozabila vse besede, vse, kar tebi hočem dati. Les poljubim, sem to zmožen pokazati. Za vso nežnost tebi hvala. Ti si znala, ti si znala. Sva v ljubezni se spoznala, nama lažje je in bliže. Prej bila je le praznina in srce, ki bije tiše. Od življenja, kar želim si, to si ti. Vsak trenutek, da po tebi hrepenim. En pogled je bil dovolj, da se ta zgodba nama piše. Pred teboj so moje pesmi vse bile kot prazne rime. Od življenja, kar želim si, to si ti. Vsak trenutek, da po tebi hrepenim. Ti si znala. Gregor Ravnik v našem četrtkovem intervjuju. Najprej te moram vprašati, kako si. Ker v bistvu vedno se gre najprej na vse te zadeve in se pozabi, kako si. Hvala, dobro, kako ste vi, super. Ma, dobro smo. V tej družbi ne more biti slabo. Ne, res. Verjamem, da veliko energije zdaj porabljaš v tem obdobju. Ja, ampak jaz znam pa tudi šparati, se mi zdi, da je nekako balansiram, kdaj porabljati energijo, kdaj šparati. Ko spim, jo šparam, recimo. Tako da se mi zdi, da moraš lepo balansirati svoje dejavnosti in itak energijo. Ker vem, da si imel zelo pester december. Se mi zdi, da že lansko leto je bilo pestro skozi celo leto. Ne? Tako da december zate itak. Sploh od julija naprej sploh. Ja, tako da nekako ne vem, ali sem se sploh ustavil za januar itak zaradi plošče in vsega tega je tudi bilo pestro. Pa imaš še Trio Vivere, imaš opero, imaš, mislim... Kaj te najbolj izčrpa od vseh teh svojih projektov? Pa ne moram reči, mogoče zobozdravstvo. Mogoče. Pa ne moram reči, da me nekaj izčrpa. Rad počnem to, kar delam. Ne moram reči, da je služba zdaj nekaj, kar je zame služba, ampak je to poklic, ki jo v bistvu rad počnem, ki me navdihuje in polni duševno in itak. Tako da ne morem reči, da sem izčrpan zaradi tega, ampak včasih mogoče imaš nečesa preveč ali pa imaš preveč obveznosti, pa takrat se moraš malo ustaviti, najti prosti čas zase, mogoče za družbo, prijatelje in tako naprej, tako da se nekako regeneriraš in potem z novim elanom naprej. Ok, torej smo si že prej omenili. Sem preveč povedal. Ne. Super si povedal, nisi ničesar razkril. Torej, jutri si rekel tvoj prvi album, potem 7. pa torej še koncert v auditoriju Portorož. Kaj nas čaka tam, torej 7. februarja? Ja, res sem vesel, da bojo vse te pesmi zaživele z bendom, v živo, v bendovski preobleki. Z mano bodo absolutno moja dva najdražja glasbenika, prijatelja, ustvarjalca, Mitja Bobič in Marko Hrvatin. Na bobnih se pridruži Jure Rozman, na basu Dagi, Anžel Angus Petrovič.
dve back vokalistki, Monika Avsenik in Katja Kržič Sever, tako da ekipa bo velika. Top ekipa v bistvu. Dejansko smo si želeli postaviti vse na en visok nivo, predstaviti naše pesmi, tudi nekaj priredb bo. Tako da se že ful veselim. Z mano bodo tudi gostje, Bumovci pa Stefi. Stefi sva bila v bistvu prvič na odru auditorija Melodij Morja in Sonca 2016, če pomislim za nazaj. V bistvu takrat je moj prvi nastop, kar se tiče zabavne glasbe sploh, da sem se predstavil v publiki. Potem naslednje leto je bil nastop na Melodijah Morja in Sonca, prav tako sam, no, med nama. Zato tudi ta naslov, ker me nekako že od začetka med nama zaznamuje, da je Melodija naprej. Tako. Koliko si bil star leta 2016? Žiga, kaj sem, zdaj sem 30. Zdaj si 30, torej 8 nazaj. 22, ja. Toliko nazaj je bilo to. Ne, ni bilo toliko nazaj. Omar, upam, da si posnel zdaj ta kako je to nazaj, ker to bo mim, ne? Ja, itak da bo. To je mim. Itak da bo. Ne, ni bilo toliko časa. Ok, mi moramo pa še to povedati, da bomo podelili danes ekskluzivno, torej 2 vstopnici za tvoj koncert. Super. Nekoga med vsemi, ki boste na Facebooku komentirali, bomo danes nagradili, tako da tisti, ki komentirate, dejte in spremljate potem tudi svoj inbox. In predvidevam, da glede na to, da si omenil Med nama, bomo zdaj slišali Med nama. Obvezno, Med nama, moja prva skladba nekako ni bilo 8 let nazaj, Žiga, no. Ja, če si letos 30 in če smo 24, Čakaj, letos boš imel 30. Ne, sem že letos ob 31. Ok, hvala, no. Marko, Mitja in Gregor Ravnik Med nama v živo v četrtkovem jutranjem intervjuju na Radio Kapris. Dobro jutro. Jutro. Rad bi ti povedal par stvari. Med nama vem, da jih občutiš tudi ti. Med nama da ne znava več živeti sama. Preveč vsega je zdaj med nama. Tisoče preprostih je stvari med nama, spletalo navidezne vezi. Med nama da ne znava več živeti sama. Preveč vsega je zdaj med nama, da ne znava več živeti sama. Preveč vsega je zdaj med nama. Jaz pa si spet želim besed in rad bi znova začutil tvoj pogled, ker me boli to, česar ni. Med nama da ne znova več živeti sama.
Gregor Ravnik, Mitja Bobič in Marko Hrvatin v četrtkovem jutranjem intervjuju v živo med nama po istoimenskem albumu, ki bo izšel jutri zjutraj. Alora, Gregor, kako je bilo sodelovanje v bistvu z Mirom Buljanom? Povemo, da je to producent Tonja Cetinskega, Tošeta Severina in še marsikoga drugega. Kako ste se našli, kje ste se našli, zakaj ste se našli? Ja, v bistvu nekako po naključju je vse to se zgodilo že za MMS lani. Tako da smo prav torek, v bistvu je bila prva pesem, ki smo jo posneli pri Miru v Zagrebu, v tem studiu njegovem, in njegove ideje, produkcija nas je res nekako prevzela in nam je bila res všeč. V bistvu ta njegov zvok smo iskali in za torek in potem za nove skladbe, ki jih predstavim na plošči. Tako da sem res vesel, da smo se nekako z njim povezali. Res je bil producent za številne zvezde tuje in tako naprej, tako da je tudi on v nas najdel neko inspiracijo in vesel bil tudi, da delamo skupaj. Si pa tu drugače tudi dober prijatelj z Raven. Vemo, da je letos jo pošiljamo na Eurovizijo, kjer bo zastopala Slovenijo, pa tudi pri promociji njenega eurovizijskega komada si ti z njo zapel. Ja, v bistvu smo to oddajo, ki jo je snemala pri predstavitvi same skladbe, ki jo je poslala na Eurosong, smo tudi midva skupaj zapela eno priredbo te operne pesmi. Mislim, da je bila za Estonijo leta nazaj. Sva jo preoblekla na svoj način z kvartetom godalnim. Sva pa že iz akademskih vod oziroma že na akademiji sva bila sošolca in že od nekdaj dobra prijatelja. Slišiva se vsak dan, tako da pokomentirava, kaj se nama je zgodilo, kaj se bo zgodilo, kaj zdaj delava in tako naprej. Kako pa sicer misliš, da ji bo šlo na Euroviziji? Misliš, da bo komad uspešen? Jaz mislim, da bo super. Že med nastankom pesmi mi je dala za poslušati te demo posnetke, ki so se zgodili že med samim nastajanjem pesmi, kaj spreminja, kaj bo še naredila, tako da sem res vesel, kako je sploh končni izdelek nastal in nastajal, in mislim, da bo našo državo popeljala visoko. Tudi glede na odzive tujine, ki so res dobri, se mi zdi odlični, da bo tudi nastop sam, ki ga pripravlja potem za Eurosong, nekaj res izjemnega, se mi zdi. Dobro, ti veš, ne? Mi pa ne vemo še. Kaj? Kaj se bo zgodilo? Tako da veš, mi gremo na besedo. No, mi bomo rekli, Gregor je kriv, če je slučajno. Jaz mislim, da če ste pogledali video spot, ki ga je pripravila za pesem Veronika, bo zelo podobno ta koncept, se bo zgodil tudi na odru. Imela bo sabo plesalce in veliko golote. Okay. Evo, se vidiš tudi ti na Euroviziji? Mogoče res, ja. Razgaljen. Razgaljen z Raven. Ker je bilo zanimivo. Zanimivo, ti odgovoriš z goloto in Žiga prva misel. A ti se vidiš na Euroviziji? Žiga? Sicer ne v tem konceptu, no. Jaz mi zdi, da sem bolj, kar se tega tiče, na drugem planetu, ampak ja, mogoče eno leto pa tudi, zdaj se mi zdi, da je fokus na tem albumu, na novih pesmih, mogoče čez kakšno leto pa tudi osvajamo evropske odre. No in mogoče več o tem in o ostalem tudi že čez nekaj trenutkov. Z Gregorjem Ravnikom v četrtkovem jutranjem intervjuju. Dobro jutro! Dobro jutro! Ostanite z nami. Četrtkov jutranji intervju in Gregor Ravnik v našem studiu, ki se pripravlja na svoj koncert v Auditoriju 7. februarja ob izdaji prvega albuma, in verjamem, da marsikdo želi na ta koncert, zato komentirajte in označite, kdo bi šel na koncert v Auditoriju pod našim Facebook videom tega intervjuja, torej nekako. Gledam to, da so s tabo še Mitja in Marko. Kaj imate še v Malhi pripravljeno za nas? Za danes imamo pripravljeno še mojo skladbo Torek, ki sem jo predstavil in tudi z njo zmagal na lanskih Melodijah morja in sonca. Žiga, ti si bil tudi tam? Bil sem tam. Torej torek na četrtek. Torek na četrtek. Lušno. Se mi zdi, da se v torek vedno zgodi, lahko tudi v četrtek. Pa naj bo, no. Torek in zmagovalne z Melodij morja in sonca Gregor Ravnik, Mitja Bobič in Marko Hrvatin v živo v četrtkovem jutranjem intervjuju. Zapuščaj me danes, to ni dober dan za slovo. Vse mi danes gre narobe, zdi se mi, da bom padel na dno. Ne zapuščaj me danes,
torek res ni dober dan, kot nalašče sonca danes ni, le dež rosi. Pa veš, da tega sploh ne znam, da rabim koga, da se mu predam in da ne znam živeti samo sam in niti malo ni me sram, da ti predvsem zdaj priznam. Ne zapuščaj me danes, ker sem čisto izgubljen. Sam ne vem, kam zdaj hodim in ne vem, kaj naj počnem. Ne zapuščaj me znova, to sem že doživel. Ti le čakaš dan, ko sonca ni in dež rosi. Pa veš, da tega sploh ne znam, da rabim koga, da se mu predam in da ne znam živeti samo sam in niti malo ni me sram, da ti predvsem zdaj priznam. Živeti sam. Pa veš, da tega sploh ne znam, da rabim koga, da se mu predam in da ne znam živeti samo sam in niti malo ni me sram, da ti predvsem zdaj priznam in niti malo ni me sram. Torek zmagovalna z Melodij morja in sonca. Gregor Ravnik uživa v četrtkovem jutranjem intervjuju. Dobro jutro vsem tistim, ki ste v naši družbi. Dejte komentirati pod Facebook video, ko bo seveda uploadan na našem Facebooku, zato ker se lahko potegujete za 2 brezplačni vstopnici za njegov koncert 7. februarja ob izdaji albuma. Gregor, kateri izmed festivalov je tebi najbolj pri srcu, najbolj všeč? Pa ne zato, ker sem zmagal, ampak zato, ker je Primorska, ker je obala, ker je poletje, ker se družimo. Se mi zdi, da je tako obdobje, ker smo res povezani vsi, pa ni neke tekmovalnosti nikoli bilo občutiti na tem festivalu, tako da absolutno Melodije morja in sonca daleč z naskokom. Okay. Je mogoče zunaj naših meja kakšen tak festival, ki bi se ga želel udeležiti oziroma bi se... Pa ne vem, če sem razmišljal še o tem, sigurno je bo, oziroma se absolutno bi si želel, če bi tudi izven meja nastopal, ne? Ampak v tem trenutku nisem razmišljal o tem, da bi mogoče zdaj bil plan ali pa v planu kakšen koncert v tujini. Ampak a spremljaš na primer Sanremo? Vemo, da se začne Sanremo, ja, seveda. Ok, to spremljaš, zmenjeno. Sanremo spremljam in se mi zdi, da italijanska glasba, italijanski glasbeniki že podzavestno mogoče na nas vplivajo, kar se tiče glasbe, produkcije. Se mi zdi, da smo že, ker smo blizu Italije, ne mogoče res pod vplivom italijanskih pesmi, italijanskih avtorjev. Kateri pa ti je najbolj blizu od italijanskih pevcev? Ja. Če izpostavim eno, sigurno Giorgia. Ona je od mojega otroštva in še vedno ena mojih ljubših in pevsko in pesmi, ki jih ima, so res meni zelo blizu.
Velikokrat smo te lahko videli v oddaji v petek zvečer in tam ponovadi se odigra kakšna igrica, ne? Tako da jaz mislim, da bi se lahko tudi mi Prislužimo. prislužimo kakšno Eno igrico. igro. preden- Res imam rad igrice. No? Se bomo malo poigrali. Ne, to je nas praktično. Ja. Ja, okej. Razgaljeni zobozdravnik. Bravo. Tako se kliče igrica, tako se kliče igrica. Žiga ima neke karte, vidim. Ja, malo bom pomešal. To Ne. tarot. Ne bo bral ja, zdaj. prihodnosti. Ne bom bral prihodnosti, edino če hočeš, moraš še stop, pa bom povedal, kaj ti pokaže. Samo bilo zanimivo, res za foro reči. Kaj naredimo? Ja, Naredimo, re- ajde. ja. Nisem vedel, da se ukvarjaš s tem. Ajde, Stop. reči stop. Jedu boš sladoled. Mangiare il gelato. Bravo. Ne, v bistvu to, kot vidiš, to so To te so kartice otroške. za se učiti italijansko. Lahko med drugim. Ampak ne, v bistvu je teh kartic, da pač nekdo mora uganiti, ki je s tabo v paru in potem pač se štejejo točke. Ne? In zdaj bomo mi naredili tako, moraš izbrati, s kom boš v paru med nami tremi. Ma lahko izbere tudi Mitjo? Ali pa Mitja Bobič, Markota? tako? Ja, ali pa Markota. Evo, Mitja, pridi. Ajde! Ta gre za pokal, fantje. Ta gre za pokal. Gre se za slavo, večno slavo. Ja, zdaj, čakaj, ko smo zmenili to? Pedi tam na uni mikrofon, boš dal ti Aljaš. Čakaj, pa imamo čas ali ne? Odštevamo čas. 1 minuta mora biti. Dej, bom Ne jaz. vem. Bom- Samo najprej, preden se odločimo, kaj bomo... Bosta vidva, moški proti moškim. In jaz bom sodnica s časom. Okej, dobro, Čakaj, zmenjeno. Moram si jaz to naštimati. Okay. Samo še vedno ne vemo pravila te ja, igre, no? Ne, allora, ne, če preprosto. Mi imamo te karte, ti čim več jih mora uganiti, oni s tabo v paru. Ne, razumeš? V eni samo minuti. govori, da- Okay, dobro. In mora uganiti in se pač štejejo točke. Unik ima več točk, zmaga. Unik izgubi, pa ga čaka kazen. Čakaj, v Ja, in kaj eni delaš? minuti. V eni minuti. Moraš, En par, ena kot minuta. pri Ja. aktivitiju moraš razlagati, kaj je na sliki, da drugi ugotovi, kaj je na sliki. to, Opisovati. to. Sliko. So pomeni. Z besedami. To jesti sladoled moraš opisati. Tako, to, ja, Tako. ker in ne smeš pač uporabiti korena besede. Ne? Čakaj, torej v eni minuti jih mora največ ugotoviti. Koliko Ja. se ugotovi v eni minuti? Ajde, kdo bo začel? Žiga, dej začni, no, da Ja, vidimo. ne, jaz moram razdeliti, čakaj, jaz se igram z Aljažem. Ja. Okay. Jaz opisujem, Jaz to opisujem, če imam karte, čuk. pa bi zamenjala, no, bi zamenjala. Ne sem karte Okej. še tam, no, ne bom, ker če ne Okej. boste golfali. Okej, Okay. Si pripravljen? sem pripravljen. Srečno. Ajde, dalje, prosim, potrudi se. Ne vemo kazni, čakaj, kakšna je kazen? Bomo se odločili pol, ali ne, tako je nakazan. Ajde, Žiga, ti si rekel, ti si prej imel eno. Jaz sem imel eno. Ja. Okay. Ja, ma jaz vem eno za Gregorja. No, dej. Okay. Če zgubi par Bobič Ravnik, Ja. morate oba imeti roza tangice na koncertu 7. februarja. Pa se ne boš vedel, a so. Morajo biti tangice ali lahko ali Mitja, Mitja že ve. Kaj, Mitja? roza perilo. Morate imeti roza srajce. Ne, to pa ne gre v To ne gre v Gregor koncept. imaš že dress code, To verjetno. ne gre v koncept. Ok, nič Jaz sem bolj gremo. pripravljen. Ok, bomo slikali. Okay. Oziroma ne bomo zgubili. Ja, točno to. Pripravljen? Ok, pripravljen. Pomniti kazni za njiju. Ja. ja, ok. Čakaj, bom rekel 3, 4 zdaj. Ajde, reči si. 4, zdaj. Je taka zadeva, ki skačeš in... Pa ne kaži, samo govori. Ne, ja, po slovensko. kolebnica. Bravo, ja, oziroma glagol je, kaj delaš? Skačeš s kolebnico. Bravo. Gremo naprej. Greš. Je žival, je ful počasna, vodna ali pa na suhem. Vodna ali pa ne suhem. ful Taka počasna. ful počasna ima, oklep ima. Želva. Bravo, gremo naprej. Ni osu, ampak je... Donki. Ne, po slovensko čuk. Ni osel, ampak je. Ja, ker je druga žival podobna oslu? Ja, malo višja, dela. Malo višja. Konj, človeška Evo, ribica. Pa ni to osel. Ja, pa si Je ti konj. pravim, da ni osu. A, Okay, kaj naraj počneš poleti, zato da se osvežiš? Skočiš v vodo. Je v kornetu. Ližeš sladoled. Ok, ližeš sladoled. Yes. Žival, ki živi na zelo hladnih mestih, hodi malo čudno, smešno. Pingvin. Tako. Tista žival, ki sem jo prej omenil, ki ni konj. Stop, Stop. sorry. Koliko jih imamo? Maka. Koliko jih imamo? Ajde, preštej, dej, režija, karte. preštej. Evo. In te gredo ven iz zbora. 3, 4, 5, 5. Ne, te imamo iste zdaj mi. Nema ja! Se nismo poslušali. Se imam slušalke. Evo. Kaj kdo kaže, to jaz bom. Samo dej tako, da se ne bo videlo, ne? Okej. Ja, zdaj. da se Čakaj, ne vidi. evo, Čakaj, jaz te bom zdaj malo jaz- poštimo.
Dajte nehat, no. To se boji kazni. Se bojite kazni? Povejte, ko ste pripravljena. Koliko smo jih uganili midva? 5, samo. Aljaš, mama mija. V eni minuti. Ok, 3-4 zdaj. Čakaj. Manca je sodnik. 3-4 zdaj. Kaj danes delo, Marko? Igram kitaro. Ja. Če ti je nekaj ful smešno, se? Smejiš? Ja. Ni pes, je. Mačka. Ima grivo, je žival. Konj. Ne, ta, ki živi v Lev. safariju. Ja. Ima rilec. Slon. Kaj sem jaz delal danes? Pev. To se zmehljuje. Če si lačen, kaj delaš? Jem. Manđare. Kaj delaš v šoli v zvezku? Kaj... Pišem. Ja. Dobro, dej, smo končali. Prosim, aplauz. Kje je aplauz? Bravo, čestitam. Hvala, jaz sem tle. Torej, kdo prav? Klementoni. Čakaj samo malo, skončali smo pri 40 sekundah, ker Romaj Žiga se je 1, 2, vdal. 3, 4, 5, 6, Ma če imaš že 37 imajo že. Čakaj, kazen za žigo, ne? Ja, v redu, Kazen za Žigo in za Aljaža, Ej, prosim. oni imajo slon, jaz imam kolebnico. Jaz imam eno dobro. Jaz mislim, da morata vidva priti na koncert 7. V istem perilu, kot si ti namenil nam. Moramo shopping. Yes. Moramo shopping. Lahko grem Imaš s še tabo? čas. Ok, roza srajca, ok. Perilo. Roza tangice. In jaz bom slikala. Predlagam video reportaž. Kaj smo, kazen je kazen. Tako je, tako je. Ja, pa kaj da naredim? Ste se pa borila, no, moram reči, da... Do zadnjega. Mislim, Bori. Wow. Okay. Komaj čakamo 7. februar. Damo en Naslednji dan, Tako da naslednji dan smo povabimo, fraj, veš. povabimo Kulturni poslušalce, praznik v roza tangica, to mi je tudi všeč. povabimo poslušalce, da se nam pridružijo in pogledajo ta izjemen moment. No. Kar v živo, če ne bo pa vse deljeno na Instagramu. Ja, fantastično. Ampak v živo je po moje slajše. Dejte mir, gremo na en hit časa. Dobro jutro. Jutro. Četrtkov jutranji intervju na Radio Capris. Dobro jutro sem tistim, ki ste ustrajali z nami tudi ob naši igri. Kako bi lahko Jaz, poimenovali? oprosti, mi vedno iščemo naslov za članek. Ne? Ja, Tukaj se je kje že imaš? napisal kar sam. Ne? Žiga in Aljaš v roza tangicah na Gregorjevem koncertu. Mislim, to je to. Med nama. Ja, bravo. Na Med koncertu vama. razgaljenega zobozdravnika. Ja. Magari. Gregor, zagotovo imaš še veliko stvari za razkriti, ampak več kot toliko verjetno ne ti nasmeš v auditoriju. Mi ti samo glede na to, da tisto neko oder, ki ga hočeš nočeš poznaš, čeprav mogoče boste notri, zdaj ponovadi Ja, si bolj no. zunaj. Mi ti želimo, da bi to bil predvsem en tak nepozaben koncert, ki verjetno te bo res zaznamoval še celo življenje. Ja, hvala. Res se veselim, da je to v bistvu tam, kjer sem začel oder auditorija, pa tudi če je noter, je v bistvu en oder, ki je meni veliko pomeni in začeti tam svojo turnejo je nekako nekaj najlepšega. Zaznamoval pa bo tudi najo Žiga. Hvala. Ampak, a ni to super? Super je. Ni to dobro. Se pa nisi potrudil. Ja, poleg tega pa kje vse te lahko ljudje ulovijo, kje ti lahko vse sledijo, kje vidijo tvoj datum in tako naprej. Ja, absolutno na Facebooku, na Instagramu, na moji spletni strani gregoravnik.com, tako da itak se mi zdi, da smo v takšnem svetu, kjer že poguglaš, pa najdeš kar želiš, kar se dogaja. Gregor Ravnik, Tako da- SP za zdravnike. Ja, to sigurno najdeš tudi. Tako da se vidimo na vseh koncertih, jaz se res veselim tudi za naprej, za spomladi, za poleti je že kar nekaj datumov v igri, tako da se veselim novega dela, pa tudi novih singlov, ki prihajajo s tem in odrov seveda. Gregor, hvala ti za obisk. Hvala za povabilo, hvala za zmago. To si bo pa zapomnil z tega intervjuja. Itak, da si bo. Čau, Gregor, boj dobro. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capris. Dobro jutro, Radio Capris.